Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi epizodi Reflektorja. Danes imam v gostih izjemno zanimivega gosta, izrednega profesorja dr. Marka Jankovca iz Fakultete za elektrotehniko iz Univerze v Ljubljani, iz laboratorija tudi za fotovoltaiko in optoelektroniko. Ukvarja se z elektroniko na splošno, s tem področjem tudi z obnovljivimi viri energije in danes se bo pogovarjala o tehnologiji in umetni inteligenci. Marko, lepo pozdravljen. Živijo. Sva se že prej zmenila, da se bo tikala, glede na to, da imamo danes pred sabo veliko področja. Pa bi kar načel temo. Bili smo pri tebi doma, smo si ogledali, kako imaš pametno hišo. Jaz osebno nimam, si ne predstavljam, kako je to, pa bi te kar vprašal, kako je živeti v pametni hiši. Ja, pametna hiša je zelo širok pojem, ne? Lahko je bolj ali manj pametna. Danes je ta pojem pameti zelo širok in res težko rečemo eni stvari, da je koliko je pametna ali pa ni, oziroma kdaj je postala pametna. Moja hiša recimo za današnje razmere ni pametna, pred 10 leti pa je bila recimo. Ne? Zdaj, kaj je tista pamet? Recimo preko telefona se da upravljati s senčili, z ogrevanjem, z prezračevanjem, s temi sklopi hiše in na telefonu vidimo vse te rezultate. Recimo nastavimo, kdaj se bodo žaluzije dvignile, kdaj se bodo senčile, pri kateri temperaturi se zgodi, kdaj se bo kamin vklopil, kdaj bo ogreval, kdaj se bo prezračevanje povečalo in take stvari. Vse to skupaj pač poveča udobje in to je v bistvu cilj teh inštalacij pametnih. Pa to poveča, mislim, a je več dela z avtomatskimi napravami, v smislu, moraš ti večkrat pritisniti na gumbe? Ja, če vprašate mojo žena, bo rekla, da ja. Ne? Namreč včasih je pač inštalacija bila, si stisnil gumb in se je luč prižgala. Ne? Danes pa moraš prižgati telefon, odkleniti ga, potem poiskati aplikacijo, prižgati in potem tam poiskati gumb in pritisniti. Kar je v bistvu več dela, ne? Vendar pa je prednost tega v tem, da ti še vedno v tak sistem lahko vtakneš navadna stikala, ki pa jih programiraš. Kar pomeni, da v nekem trenutku lahko z nekim stikalom nastaviš neko pozicijo žaluzij ali pa osvetil in drugih elementov v hiši. Ne? Se pravi, ni več tistega scenarije imaš, no, tako rekoč. Scenariji so tisti, ki so fajn. Potem nekako ti reguliraš, koliko pametno hišo nekako, oziroma koliko pameti hočeš vložiti v hišo? V bistvu je pamet še vedno v glavi uporabnika. Do zdaj bi tako rekel, da so kar večina sistemov, ki jih lahko danes na trgu kupite za pametne inštalacije, dejansko še zelo neumnih. In na koncu je tisto, kar prevlada, predvsem konfiguracija. Ampak v budućnosti se je pa to precej spremenilo. No, ko so že lih pri ko smo bili pri vas, smo si pogledali tudi eno domačo žival, eno kačo. A bi rekel, da ona ima Ne. Ta kača je namreč ena Lego sestavljanka, ki se jo da sprogramirati in ta se samo odziva na zunanje dražljaje. Tako kot bi rekel, če bi se vprašal, ali ima ameba ali pa parameci Tam so neke molekule, ki so sestavljene v neko živo bitje in se odziva na zunanje dražljaje. Se pravi, program, ki je pa v tisti kači ali pa program v telesu tega paramecija, pač samo to počne. Ima naprej preprogramirane odzive na zunanje dražljaje. In tista kača, ko ste se iz roko približali, vas je pač ugriznila in to je vse, kar ve. Ni se pa tega sploh zavedala, da to počne. Se pravi, bi rekel, da je zavest izključni dejavnik. Kje je zavest pa še notri v tehnologiji? Kako se to sklada? Trenutno niti ne vemo, kaj to zavest je in v tehnologiji je prav gotovo še ni. Sicer se bodo nekateri filozofi, ki grejo v to smer, ne strinjali, ampak načelno tako je. Mi pojma nimamo, kako zavest deluje in niti objektivno, subjektivno jo pa vsakdo pač razume, kakor jo vidi in čuti. Ne? Mogoče, če tako laično rečem, sicer nisem elektrotehnik, ampak bi si nekako predstavljal, oziroma bi vas vprašal za mnenje, ali lahko zavest nastane takrat, ko narediš neko refleksijo sam nase, ko imaš sposobnost nase pogledati z višje perspektive. In a se to že kje pojavlja v svetu? Pojma nimam. To je to. Ni, ne? Ne. Ja. To sem vas še mislil vprašati. Ja. A bi želeli svojo hišo narediti še bolj pametno? Ja, in jo tudi bom.
Namreč v budućnosti se bo pokazalo, da se bo elektrika dražila, vzpostavili se bo veliko teh sistemov obnovljivih energij, ki bodo povzročali to, da se bo proizvodna energija zelo spreminjala skozi dan in vi boste se morali na to odzvati. Naprimer, čist primer, posije sonce, veliko imamo sončnih elektrarn, naenkrat imamo ogromno elektrike in vi boste imeli pameten pralni stroj, pameten štedilnik, pameten bojler, pameten hladilnik, ki se bodo na to odzvali in takrat začeli rabiti to energijo. Namreč cena energije se bo spreminjala mogoče celo na minutni bazi. Sonce posije, cena energije pade, takoj se odloči vaš hladilnik, zdaj bom pa zahladil ta prostor, toplotna črpalka bo zalaufala, vaš avto se bo začel polniti in tako. Pa ti si sploh profesionalc za fotovoltaiko, ne? Tudi, Kako se ti zdi, je realno, da bi s časoma oziroma v kratkem časovnem roku prišli na obnovljive vire energije? V kratkem časovnem roku, v parih let gotovo ne. Namreč omrežja temu niso dorasla. Polno tehnologije, ki jih še rabimo razviti in se razvijajo, tako kot baterijski sistemi za shranjevanje energije, ki bodo zmožni shranjevati energijo iz poletnega časa in jo potem dajali ven v zimskem času. Recimo. Zato rabimo ogromne kapacitete shranjevanja. In ko bo to na voljo, bodo tudi obnovljivi viri energije lahko presegli tisto neko mejo, ki jo zdaj ne morejo. Ne. Pa se ti zdi mogoče, da bi bila tukaj potrebna bolj politična volja? Tudi. Preusmerjanje? Predvsem pa tehnološki razvoj. Tehnološki razvoj. Ja. Ne moreš dati nekaj v sistem, če v tem trenutku ne zmore tega obvladati. No, se tukaj prijemo do ene zanimive teme. Si veliko ljudi, sploh recimo jaz kot laik, ki se ne bavim z tehnologijo, mogoče imam kakšne laične predstave o tem, a naj bo mene strah pred tehnološkim napredkom? Ja, vsakogar je lahko strah pred kakršnim koli napredkom, konec koncev, ne? Lahko vas je strah hitrih avtomobilov, recimo, lahko vas je strah česarkoli. Zdaj, tehnologija sama lahko pride v napačne roke, da se razumemo, tako kot lahko oster nož pride v napačne roke. Tehnologija je pač orodje, ki ga uporabljamo in nam služi. A bi vi živel 100 let nazaj? Bi rad živel pred 200 leti? Definitivno ne. Ne. Zakaj ne? Ja, Bog pomagaj. Ja, Bog pomagaj, tako. Živeti v mrzlem, jesti, ne vem, slabo, a ne? Stradati, imeti 10 otrok, od teh jih 5 umre. Je to nekaj, kar si želimo danes? Danes imamo medicino, ki lahko pomaga živeti tudi najbolj recimo prizadetim ljudem, poškodovanim. Se pravi, vse te stvari tehnološke nam danes nudijo to, kar imamo. Mi nikoli v življenju ali pa nikoli v celi zgodovini, znani zgodovini, vi ste zgodovinar, gotovo veste, nismo tako dobro živeli, kot danes živimo. To se lahko vsi strinjamo. In tehnologija je tista, ki nam je to omogočila. Ampak tukaj je en hakec. Potem midva ne moramo reči, da nas tehnologija zasužnjuje, ker smo rekla, da je nekako sredstvo, če že jo mi napačno uporabljamo. Tudi televizija nas zasužnjuje, tudi ne vem, vsaka stvar lahko te zasužni. Ne? Stvar je samo tvojega odnosa do tega. Ne? Tako da jaz lahko po telefonu cel dan gledam Facebook in druge stvari in si pač kraten čas, vendar pa v nekem trenutku je to isto, kot te lahko zasužni mamilo ali kaj podobnega. Sej učinki mislim, da so celo podobni. No, ko so pri tem, ti nisi znan po tem, da bi tehnološke napredke uporabljal za zle namene. Če jaz prav razumem, imaš s sabo eno kamero, zelo zanimivo pripravo, lahko več poveš o tem. Ja, imam kamero s sabo enega slovenskega oziroma mešanega podjetja, ameriški startup, v katerem sodelujejo tudi naši študentje. In sicer gre za kamero z umetno inteligenco. Tisto, kar je res zanimivo v tej kameri, je v bistvu en čip. Tule gor. To je notranjost te kamere. Ja, to je notranjost te kamere. In ta čip ima toliko moči, računske moči, kot so imeli vsi računalniki izpred 30-40 let. Na svetu skupaj. Vse to zdaj tu noter. Dejansko se vidi, kaj se je zgodilo v teh letih. To mi zdaj opisujemo skozi
en zakon, ki se mu reče Moorov zakon. V 80-ih letih ga je en od ustanoviteljev Intela, Roger Moore, postavil, ki pravi, da se vsake 2 leti podvoji število tranzistorjev, to so najmanjši elementi na čipu, in to vsake 2 leti. Hkrati cena pada, vsake leto pa pol pade cena na polovico in tako naprej. Kar to pomeni, da so se tisti računalniki izpred 30 let, so bili veliki kot ene sobe, danes integrirani v en tak čip. In ta čip zmore 1 bilijon operacij na sekundo. Človeški možgani zmore recimo imajo 100 trilijonov povezav, ki jih obdelujejo 100-krat v sekundi. Zdaj vidite, koliko je ta čip še majhen v primerjavi z našimi možgani. Bo še trajalo, da nas doseže. Ja, enih 100 milijonov teh čipov pa bo že. Zanimivo, kaj pa lahko delaš s to kamero? Ja, ta kamera v bistvu vsebuje, kot rečeno, ta čip, ima 3 kamerce, ki so podobne kot so v telefonih, in dejansko ta kamera snema sliko, hkrati snema tudi 3D globino, torej zaznava ne samo sliko, ampak tudi oddaljenost predmetov. In s to kamero potem lahko programiraš razne aplikacije umetne inteligence. To so tako kot recimo, če vzameš telefon in slikaš eno osebo ali pa sebe in si pol daš gor ušesa, pa nosek, pa take otročarije. In tukaj zadaj je umetna inteligenca, kajti kamera in program zadaj razpozna tvoj obraz, potem ti gor ve, kje imaš oči, nos, usta in tako dalje in ti pol nariše stvari zraven ali pa te preoblikuje, ali pa te polepša in tako. To so zdaj igrice. Ampak kaj se pa tle dogaja? Tukaj pa lahko ti narediš aplikacije, recimo za nakupovalno središče. Imaš igrišče z otroki in ti s kamero snemaš igrišče, kamera zaznava otroke, po obrazih ve, ali so odrasli, ali so otroci, narišeš recimo en okvir in takoj sprožiš alarm, če en otrok odide iz tistega igrišča ven. Ena od mnogih aplikacij ali pa aplikacija za starejše. Kamera snema prostor, človek, ki je oskrbovanec nekega doma, recimo pade, kamera zazna, da je negiben, zazna njegov položaj in javi, pokliče sestro in tako. Recimo, par takih aplikacij. To je zelo zanimivo, ker jaz to kamero poznam večinoma iz igralnih konzol. Ja. To je pa tista najbolj mainstream, bomo rekli, aplikacija, ko zaznava gibe roke in potem lahko upravljaš nekega igralca Ampak vic te kamere ni v tem, da bi zdaj bila del igralne konzole, ampak predvsem aplikacije v realnem svetu. Tisto, kar je v bistvu veliko bolj pomembno in tudi tehnološko zanimivo. To mi je zelo zanimivo, ker prej si rekel, da je to umetna inteligenca. Za laika sicer malo poznam, ampak vseeno je to terminologija, ki bi jo mogoče bilo fajn, da razčisto. Kaj je razlika med tehnologijo pa umetno inteligenco? Umetna inteligenca je podmnožica tehnologije, če se tako izrazim. Pač je tehnologija, ki pa omogoča nekaj zelo zanimivega. Namreč simulacije človeških nevronov, bi lahko rekli temu. Namreč osnova umetne inteligence so nevronske mreže. Nevronska mreža je kot en tak, mreža med točkami in nekako prenaša signale, tako kot naši nevroni prenašajo signale recimo iz oči do po vidnem živcu do vidnega korteksa in tam potem preko nevronov, preko povezav do razpoznave slike. Ne? Tako je tu narejeno v čipu. S pomočjo algoritmov, ki so v bistvu, če bi rekli matematično, zgolj množenja in seštevanja, ampak teh mora biti res ogromno v sekundi, recimo tle smo rekla 1 bilijon v sekundi, potem lahko s temi algoritmi zgradiš nevronsko mrežo, ki pripelje do razpoznave objektov, recimo obraza, roke, telesa, drugih stvari. Pred 20 leti ali pa 30 celo bi rekel, so se že te tehnologije bile matematično postavljene. Se pravi, umetna inteligenca in nevronske mreže ni nekaj novega. Sam problem je bil, ker nisi imel računalnika, na katerem bi to lahko teklo v realnem času. Da bi ti lahko, 30krat v eni sekundi razpoznal vse, kar je na sliki in to obdelal in poslal dalje. Zato rabiš ogromno računsko moč, ki pa jo zdaj imamo. Ker jaz kot laik sem tudi imel predstavo, a smo prišli že do roba znanosti, ali imamo načrte za naprej, pa čakamo še ta tehnološki. A se lahko še izboljša ta kamera? Seveda, jasno. Vsako leto bo za faktor 2 boljša.
Se pravi, ta eksponentna rast, ki sem jo omenil, ta Moorov zakon velja za vse tehnološke stvari. A namreč ta umetna inteligenca, ki danes v tej kameri teče 100krat ali pa 1000krat boljš na računalniku, na velikih računalnikih. In danes z umetno inteligenco lahko načrtajo nove čipe. Tako kot so 40 let nazaj ta prvi čip, ta prvi procesor, ki so ga naredili leta 1973, to je že 50 let nazaj, so ga narisali na roke. So ga narisali na tak ogromen plakat papirja, ki je šel na eno to steno. Vseboval je 2000 tranzistorjev. 2000. Potem, ko so zgradili prve računalnike, so z njimi lahko načrtali nove, boljše računalnike. In danes imamo take računalnike, kjer je na enem čipu v tem telefonu recimo 100 milijonov tranzistorjev. Načrtan s pomočjo računalnika. In umetna inteligenca, ki imamo pa tu noter, pa lahko zdaj načrtuje veliko bolje in hitreje nove čipe, ki bodo poganjali umetno inteligenco. In zato mi lahko tako hitro rastemo s tehnologijo, ker tehnologija pomaga graditi novo tehnologijo. Si predstavljate, da ta čip narišete na roke, na tale list, na tele steni? Ta je bila res dolga. Ta je bila huda, a? Ne, to si ne. Ne. No, to smo pa recimo s bratom zadnjič debatirali, kako bo prihodnost avtov. Recimo, a ta kamera, kakor jaz vem, pride prav tudi pri avtih, ne? Seveda. Zaznavi. Tesla ima 8 takih kamer. Ne teh, ampak podobnih. In Tesla je prvi avto na svetu, ki dejansko vozi samo s pomočjo vidnega pogleda, torej zajema slike. In z 8 kamerami je danes Tesla ali pa tudi drugi, recimo Google, tudi razvija svoj avto, je boljša od voznikov. In čez 5 let bomo imeli na cestah, prav gotovo bojo imeli vsi večji proizvajalci avtomobilov na voljo avtomobile, ki bodo sigurno 100% bolje vozili od kateregakoli voznika. No, ker jaz sem se peljal v tej Tesli na začetku, je bilo grozno. Ne veš, ali bo zavil ali ne bo. Ja. Težava je, ker avto, ki pelje, ti kot pešec recimo, ne, ti ne vidiš voznika, oziroma voznik bere časopis ali nekaj, pa ima noge gor na armaturi in ti gledaš in rečeš, kaj zdaj to, bo avto ustavil, ne bo ustavil. In zdaj mora avto tebi kot pešcu signalizirati, da se bo nekaj zgodilo. In ti greš proti prehodu, avto pelje proti tebi in avto tebi z lučmi signalizira recimo tako, da ima luči v obliki projektorja in nariše na cesto prehod za pešce. Ti ga projicira. Tako. Ja. In ti greš čez cesto. Ali pa ti zgolj pomežikne tako mogoče z eno lučko in avto me je videl, ustavil se bo, jaz sem varen. Ne? A si ziher, da se ne bo zgodilo, da bo projiciral, potem so pa odločili, da gre avto in te zbije? Ja, to bi bila pa ta zlobna umetna inteligenca, ki smo jo v filmih gledali. Ne? Ne, jaz mislim, da ne. To, kar pravim, to ni nekaj, kar je zelo, zelo v prihodnosti. Namreč take žaromete že danes načrtujejo naši študentje v podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem luči. In to, da imaš ti neko luč matrično, ki deluje kot projektor, je nekaj, kar danes srečaš v avtih višjega razreda. No, ker to je zelo zanimivo. Pa dejansko, no, še to sem te mislil vprašati, dejansko je avto lahko bolj varen od človeka, ne? Od voznika. Zato, ker programi, ki tečejo v čipih v avtu, niso utrujeni, nimajo težav z razmišljanjem o drugih stvareh ali pa brskanjem po telefonu. In zaradi tega bo avto lahko učinkovitejši. In imel bo, umetna inteligenca ima popoln spomin, to, kar mi nimamo. Ne? Zato je lahko recimo Watson pred 10 leti, to je IBM-ov računalnik, premagal najboljše igralce v kvizu, v Jeopardyju, ker je imel dostop do celega interneta. To je tako, kot bi imel neskončno hitre prste in bi pogooglal vsak odgovor, ki bi bil na voljo. Torej, to recimo ima lahko, zdaj seveda avto nima dostop do celega interneta, ima pa dostop do vseh zemljevidov, do vseh posebnosti, do prometnih informacij. In tega vi nimate kot oseba in ne morete niti tako hitro reagirati kot lahko avto. To je zanimivo, ker tudi na zgodovini, jaz vidim, tehnologija je tako pripravljena, tako nam lahko pomaga. Na zgodovini vprašaj, koliko bomo še rabili, recimo, samo popisovati, kaj se je zgodilo. Zdaj, če je to res, mislim, če bo res popoln spomin. Ja, torej, gotovo bomo lahko, recimo v primeru nesreče, bo pač se pogledalo v avto, kakšni so bili signali, tako kot zdaj črna skrinjica v avionu, bo tam pač vse zabeleženo. In tukaj se odpira veliko vprašanj, recimo, kdo je zdaj kriv za nesrečo. A bomo zdaj obsodili čip v avtu
za smrt nekega, recimo, pešca ali pa voznika. Ja, ti, če si pijan iz žurke, če greš, pa hočeš biti odgovoren, se usedeš, ti nimaš nič tam v avtu, ne? Ja. Te mora biti avto kriv. Ja, mogoče res, ne vem, tega po moje še niso razmislili niti, ko pa bo pa to veliko vprašanje. Je odvisno, kdo je kriv, ne? Verjetno. Težko rečem, ampak čez 5 let bo to sigurno nekaj, kar bo se v zakonodaji začelo dogajati. Ker tele etične, tole že opažam, dejansko je, kot sva prej rekla, mogoče, če tehnologija nima uma, moramo nekako mi zanjo določiti, kaj mi želimo, da stori v nekem primeru na cesti. Ja. Se moramo potem mi odločiti, kaj se nam zdi prav. Jaz mislim, da bo morala inteligenca v avtu to se sama odločiti v vsakem primeru. Namreč, če boš ti v nekem trenutku spustil volan in boš bral časopis, ti ne boš uspel reagirati in odločiti se. Si predstavljaš, da se peleš in naenkrat se ti na ekranu izpiše "Do you want to override this passenger" or whatever in boš stisnil yes, no ali kaj. In pa se bo svet ustavil, pa boš ti razmišljal, a bi stisnil yes ali no. Seveda ne. Se pravi, inteligenca se bo morala na podlagi kriterijev odločiti, kaj storiti. In zdaj ne vem, kako se bo to speljalo, če bo recimo na voljo ali povozi starčka ali pa otroka. Recimo. To bojo težke dileme, ki jih bojo morali rešiti. Jaz mislim, da ne eno, ne drugo. To bi bil pravi odgovor. Se pa vedno iskati najvarnejšo tretjo pot. Kar je zanimivo, a bomo lahko začeli na neki točki govoriti o tehnologiji oziroma recimo o avtu kot o inteligentnem bitju, ki se zna samo odločiti. Zanimivo. To je že malo vprašanje zavesti, a ne da? A ima avto zavest, da se lahko zavestno odloči za neko dejanje, ne? In projekcije kažejo, da se bo nekje v 10 letih umetna inteligenca tako razvila, da je ne bomo več mogli ločiti od človeške inteligence. Obstaja tako imenovan Turingov test. Včasih, če ste šli na spletno stran, kdorkoli je šel na spletno stran in kliknil gor neko vnosno polje, obrazce, se mu je odprl captcha, se reče. In ta captcha je v bistvu test, a si ti robot. Moš klikati, I'm not a robot. I'm not a robot, ampak zadaj je ogromno algoritmov. Namreč ves čas računalnik preverja, kako premikaš miško, kako se obnašaš, koliko časa stojiš z miško na nekem okencu in temu se reče heatmap. In vse te akcije, ki jih ti delaš na računalniku, so precej drugačne, če si ti človek ali pa če je to zadaj nek program. In tako captcha zazna, kdaj je človek, kdaj pa je nek robot. No in zdaj računamo nekje v 10 letih, da tega ne bo več možno ločiti. Kar pomeni, da bo računalnik iz stališča odgovorov, ki ti jih daje na tvoje vprašanje, tako kot se midva zdaj pogovarjava, ne? Jaz tebe nekaj vprašam, ti mene nekaj vprašaš, ti meni vidiš inteligentno bitje, ki ima neko zavest in obratno. Lahko se zdaj ti pogovarjaš z računalnikom in če bi bil jaz računalnik take vrste, ti ne bi mogel vedeti, da se pogovarjaš z računalnikom. In v tistem trenutku bo računalnik moral dobiti nek status zavesti, entitete, ki bo ekvivalentna človeku, vsaj v neki meri. In takrat se bo računalnik znal odločiti na podlagi nekih moralnih tudi načel, ki jih bomo pa mi seveda mu ustavili. Namreč računalniki so zelo hecni, ne? Danes umetna inteligenca, ki se sama uči, se lahko nauči zelo slabe stvari, ne? Če jim mi ves čas dajemo slabe napotke. Tako kot če bi ti otroka učil, kako krasti, bo pač kradel, ne? No, se to je zanimivo, ne? Ja. Tudi otroci. Čeprav otroci bi rekel, da iz ljubezni do staršev, ki jim zaupajo, verjetno, tehnologija. Iz stvari, ki jih vidijo. Tako se obnašajo. Ne, sej, če pogledamo nek računalnik, ki je samo učeči, prazna nevronska mreža, je tako kot dojenček, ki se rodi. Ne? In na to začne probavati, poskuša prijeti nekaj, pa mu ne rata, pa pol v 2 mesecih zna zagrabiti ropotulca, pa se mu zdi fajn, ker ropota. In tako dalje, do tega, da začne hoditi in tako. To je učenje. Umetna inteligenca se zelo podobno danes uči. Prazna nevronska mreža, robot, kamera. Spodaj imamo neke objekte, neke, ne vem, ročke, neke lesene kockice in robot poskuša nekaj prijemati, pa mu nič ne rata, ne? In pa zadaj, mi temu rečemo kriterijsko funkcijo. Neko nagrajevanje, tako kot če bi vi nagrajeval kužka
z sladkorčki, kadar se je lepo obnašal. Ne? Tako mi robota nagrajujemo z dobrimi ocenami, če uspe po nesreči zagrabiti na kocko. In potem mu damo še boljšo ceno, če premakne na drugo mesto. In to učenje popolnoma neumnega robota, ki nič ne ve, kaj ima za početi, na koncu pripelje do tega, da on lepo zlaga kocke iz ene škatle v drugo škatlo. In to danes znamo in to danes delajo vsa večja podjetja, ki se ukvarjajo s tem. Robotika, računalništvo, analiza slik, video, vsega. Ne? Zakaj pa mislite, da je imel Google zastonj Picasso za slike dolga leta? Zato, da ste videli, zastonj nalagali mu slike gor in on se je učil. To je ta človek, to je un človek, to je človek z brado, to je star, to je mlad, ta ima velika ušesa, ta ima hudo frizuro. A ne? To so otroci, to so ti objekti. In danes, na podlagi vseh teh let učenja na zastonj slikah, ki pa seveda niso bile zastonj, ker vi ste jih mu dajali v obliki podatkov, ne? Danes Google zna najbolje od vseh razpoznavati slike. Isto dela z videi, zato je YouTube zastonj. Gmail pa ni več. Ne? Gmail pa 15 giga omejitev, vse, kar je več, moraš plačati. Zakaj? Ker so se oni že vse navadili, kar so se hoteli. In ne rabijo več zastonj slik. In zato jih zdaj zaračunavajo. Ne? In tako se bodo zgodili enkrat verjetno z videi in podobno. Ne? Ker zelo zanimiv, za tekst dejansko lahko, bi me lahko računalnik se toliko naučil od mene, da bi posnemal moj stil. Za? Ne vem, če bi kdorkoli hotel, bi lahko ponaredil moj stil pisanja. Ja, umetna inteligenca danes lahko vzame eno sliko, eno fotografijo in jo nariše v stilu Picassa. Ja. Tako da lahko kdo prevzame tvoj stil pisanja in tekst preureja tako, recimo, to bi bilo čisto izvedljivo, da preureja tekst tako, kot je tvoj stil pisanja, recimo. Pa se ti zdi to etično sporno, recimo? Dokler se stvari avtorje priznava, ne, po moje. Zakaj? Se to, ne. Ja. Zanimivo za premisliti. Vprašanje je, recimo, v nekem trenutku bomo mi znali, recimo, bo človeštvo znalo, tako govorim mi, ne, prebrati misli človeka v celoti. Ne. Tukaj Elon Musk razvija ta njegov Neuralink, ne. To je čip, ki se ti vstavi v možgane in potem se gre elektrode, mislim, da 1000 elektrod gre do posameznih nevronov in potem zna danes že čist lepo prebrati, recimo, kaj mislite. Te misli lahko potem uporabljaš za, recimo, krmiljenje neke igrice. To so testirali trenutno na živalih, seveda, na človeku še ne, vendar pa je to ideja. Se pravi, ideja je ta, da boš imel ti extension, bomo temu rekli, do interneta. Ne? Čip, ki bo bral tvoje misli, znal jih tudi inicirati in boš imel direktni dostop do baze podatkov v internetu. In boš naenkrat Superman, a ne, z neskončno ali pa skoraj neskončnim pomnilnikom z znanjem celega sveta, cele Wikipedije. Ne? To je, se pravi, kot nek USB. Ampak lahko ta lahko vpliva na te? Ja. A lahko tudi to? Tudi, ja. Ja, se ti to zdi nevarno, ne? Kaj je? Ja, aplikacija tega je seveda lahko tudi zelo nevarna, vendar jaz mislim, da bo tu etika le prevladala, ker drugače ni smisla. Ne? Recimo, kaj je aplikacija konkretno? Ne? Zdaj, če pogledava ta konkretni Neuralink ali podobne tehnologije, ni edini, ne? Je to, da boš pač tetraplegiku omogočil, da bo hodil. Ne? To so take stvari, ki že danes so možne. Torej danes že ljudje, recimo, ki jim manjka noga, lahko z bionično nogo in povezavo z živčnimi končiči, recimo v roki, z neko zapestnico, lahko hodijo. Tisto nogo lahko premikajo. Se pravi, z nekimi, temu se reče nevronski bypass. Se pravi, da nekako prevežeš žicami tiste nevrone, ki so prekinjeni. Ne? Ideja je ta, da boš na koncu imel dostop do interneta in ne boš rabil več niti zaslona, niti tipkovnice, niti teh navideznih očal, ampak si boš lahko kar v možganih, si predstavljate, zraven narisal na tak ekranček, pa se ti bo gor podatki izpisovali. Pa boš šel recimo v Ljubljano, pa se ti bo izpisala, tole je pa Nunska cerkev, tole je pa
Prešernov trg. Čakaj malo, pa turistični vodniki propademo. To že danes, ko imate take aplikacije na telefonu, ne? Ja. Ne, se zanima, ampak mogoče prej sem te še hotel vprašati, z Neuralinkom mogoče bi se ne samo bolečine neke izboljšale, bi lahko izboljšale, tudi komunikacija bi se lahko med nami izboljšala na ta način. Ja, ne vem, če se je gotovo, ja, sej, tako kot se danes komunikacija izboljšala, recimo preko teh družbenih omrežij. Vprašanje, če se je izboljšala, ampak v osnovi pač Neuralink je nek nov uporabniški vmesnik, ki nadomesti tipkovnico in ekran. Lahko bi temu tako rekli. Nekaj mi je zanimivo, ker ne vem, ali se bojimo, kaj bodo velike korporacije z nami naredile, ali se bojimo, kaj bomo mi naredili. Tehnologijo je treba zelo pomembno obravnavati v sklopu orodja. Tehnologija ni nekaj, kar se moramo bati. Ampak, če pa pride v napačne roke, ne, da mi zdaj pridemo v neko nadvladje, neka avtokracija, ne, sem prav rekel, no, se pa lahko zgodi, da bojo zdaj vse te kamere naenkrat postale naš Big Brother, ki nas bodo gledale na vsakem koraku. Ne? In seveda, če boš imel še dostop do možganov, to zna biti nevarno. Ampak pri nas je saj evropska zakonodaja zelo stroga, ne? GDPR in pač varovanje osebnih podatkov zelo ovira take poskuse. Ne? Zato recimo ta kamera konkretno ne sme izdati, če bi bila uporabljena za tako aplikacijo v Šparu ali ne vem kje, ne sme izdati osebnih podatkov otrok. Recimo, ne sme ven dati slike obrazov. Ona da ven samo podatek, nek otrok je izven virtualne ograje. Ne? Aha. Ne? In to omogoča čip, na katerem so ti podatki gor shranjeni varno. In to je tisto. Tako kot recimo prstni odtis na telefonu, ne sme poslati tvojega prstnega odtisa direktno, ne vem, Google ali pa Samsungu. Ne? Pa bi lahko to naredil? Ne. Fizično ni možno. Zato, ker je tehnologija tako zgrajena, da varuje tebe kot osebo. In tako bo treba tudi z vsemi ostalimi tehnologijami, ki nas še čakajo. Zdaj pa eno malo bolj zanimivo vprašanje. Kako vidiš pa vero v tehnologijo oziroma vero prihodnosti z tehnologijo? Našo vero ali vero tehnološkega razvitega robota? Čakaj malo, zdaj to je... Namreč, ja, tako bom rekel, ne, če izhajamo iz znanstvenih dognanj dosedanjih, vse, kar smo, je naša zavest. In v njej je tudi naša vera. Ne? In ta naša zavest je posledica delovanja naših možganov. In če mi znamo z strojem v popolnosti posimulirati možgane, potem ni nekega razloga, da ta stroj ne bi bil veren. Lahko bi bil, če mu te koncepte ugradimo ali ga pa naučimo jih. Ne? Zdaj, predstavljati si en veren hladilnik, ki skrbi za tvojo dieto in skrbi, da če si recimo imaš alergijo, ogleda tvoje obnašanje v sobi, ugotovi, da imaš nek alergijski simptom in ti potem ne ponudi arašidov ali pa mogoče kakšne druge hrane. Zdaj, ta hladilnik je lahko zelo uporaben. Zdaj, ali je lahko veren, odvisno od stopnje inteligence, bi rekel. Čez 20 let ne. Čez 100 pa mogoče. Mogoče? Ja. Ampak a je ta hladilnik naraven? Zakaj ne bi bil naraven? V tem smislu, tudi če ga je človek naredil? Naraven v tem, da je pač del naše realnosti in če bi recimo ta hladilnik čez 100 let ne bi bil več mogoče ga ločiti od človeške inteligence, ne, potem postane del nas, del družbe in je naraven, ja. To si res ne predstavljam hladilnika v cerkvi. Ne, saj hladilnik bi najbrž bil kar doma, ne? Samo mogoče bi se v njemu zgradila neka taka miselnost, ki bi bila podobna neki veri, recimo, ali pa zavesti človeški vsaj. No, tako. No, se to mi je zelo zanimivo, ker si sploh ne znamo predstavljati, kako točno bo čez 100 let, recimo. Ja, tudi jaz ne. Ali si vi kaj boljši, vi ste raziskovalci, vi si mogoče boljši? Ja, jaz bi tako rekel, čez 10 let kar dobro vemo, kaj bo, ne? Tudi čez 20 let računamo, da bojo v velikih računalnikih lahko stekle simulacije prvega celotnega človeškega neokorteksa, se pravi vsega tega, kar smo, možganov. Ne?
Kar pomeni, da bo čez 100 let po taki rasti, jaz po moje bo taki možgani možni v takem čipu. Kako bo to bilo, pa kaj bomo počeli, ne vem, vprašajte svoje starše ali pa stare starše, kako so si predstavljali današnjo dobo, pa najbrž si niso tako predstavljali. Oni so se mogoče vozili s kočijem, mogoče so prve avte peljali, ne? Da bomo imeli mi v vsaki roki dostop do vsega znanja na svetu, si pa najbrž niso predstavljali. Zdaj si pa vi predstavljajte rast tehnologije, ki je še 100-krat hitrejša, kot je bila v zadnjih stoletjih. Ja, kaj reči, boljše igrice, a ni? Ja. Ne, hecam se še to recimo, da bomo znali zdraviti človeka, še preden se bo rodil, da bomo znali posimulirati delovanje virusov, bakterij, delovanje, že danes znamo to, ali pa znajo znanstveniki, in s tem reševati recimo težave bolezni, težave, razvijati cepivo v 2 letih, recimo, kar je totalno noro, da je to možno in je bilo možno in še bo možno. To znanost danes zna in v bodoče bo to samo še hitrejše in bolje potekalo. Tako da jaz mislim, da bo veliko poklicev, ki jih ne bo več, nadomestili bojo pa drugi. In v šolah bi mogli to že danes misliti. Predvsem v smislu, da danes imamo dostop do vseh podatkov in kaj učenci v šoli rabijo se naučiti, je predvsem razmišljati in kreativno delovati, kreativno razvijati ideje. Do podatkov pridati, ja, naučiti, kako do podatkov pridati in osnovno znanje seveda rabiš, vendar pa faktografsko učenje, ne vem, detajlov, to po moje bo počasi odpadlo. In če vprašate Elona Muska, kako zaposluje v Tesli oziroma v njegovih podjetjih, ni prva stvar diploma, ampak prva stvar tvoja kreativnost in tvoja inteligenca. Zelo lepo. Ja. Meni je resnično žal, ko moramo počasi zaključiti. A res, že? Ja, vse smo bila kar dolga. Definitivno je še dosta za reči glede tega. Ja. Bi se ti zelo zahvalil. In za konec bi te še vprašal, če imaš kakšno misel. Ja, ne se bati tehnologije, to je moja misel. Tehnologija je orodje, ki nam bo pomagala bolj živeti in rešiti predvsem ogromne izzive, ki nas čakajo. Predvsem izzive globalnega segrevanja, izzive rasti družbe, izzive prehranjevanja, predvsem v revnejših predelih, izzive velikih migracij. Vse to bo lahko tehnologija reševala z pomočjo umetne inteligence, elektronike, vsega tega, kajti brez tega mislim, da človeštvo bo šlo po Darwinovi poti. Ta pa ni dobra. Tega smo se rešili že pred 100 leti. Danes pa je družba precej drugačna. Tako pozitivno. Se nam res ni treba biti, samo bomo morali biti pa pametni. Pametno jo uporabljati in predvsem, tako kot vsako stvar lahko izrabimo v slabe namene, tudi danes tehnologija, umetna inteligenca prav gotovo, ne? Ampak zato imamo varovalke in zdravo družbo, ki jaz mislim, da bo to znala regulirati. Tako da ne se bati tehnologije, v tehnologiji je v bistvu naša rešitev in bodočnost. Marko, hvala ti. Hvala, da si se oglasil, res prijeten pogovor. Ja, ni za kaj. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste naju spremljali, da ste naju poslušali toliko časa. Vabim pa tudi naslednji teden k ogledu naslednje epizode Reflektorja. Pošečkajte, delite, priporočajte kakšnemu prijatelju, elektrotehniku, mogoče elektrotehnici, pa se vidimo naslednji teden. Čau!